tell her every day. Yeah, I know when I compliment her, she won't believe. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me to I look okay, I say, come on, when I see your face, baby, there's not a thing that I would say. 'Cause you're amazing, just the way you are. And ooh, it's my heart, darling, the whole world stops and stares for a while. 'Cause you're amazing, just the way you are. Her lips, I could kiss them all day if she let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Do step with us, y'all. Oh, you know, I never ask you to change. If heaven's what you're searching for, then just stay the same. Yeah, don't even bother asking if you look okay. You know what I say? Yeah. When I see your face, baby, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. Ooh, it's my heart, darling, the whole world stops and stares for a while. 'Cause you're amazing, just the way you are. You make me feel like, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And ooh, when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Girl, you're amazing, you are. Imamo je ful, da imate koncert z naslovom Še verjamem v sanje. In se nam zdi pomembno, da imamo nekaj, kar nas žene naprej in zaradi česar smo veseli tudi v trenutkih, ko nam ne gre vse dobro. Zato vam želiva vso srečo, še posebej Filipu in družini, in želiva vam, da boste vedno imeli neke sanje, v katere boste lahko verjeli. Vedno se ne vidi zvezd, samo stane se mi zvezd. Adijo. Ja. Ja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. O ja, to smo tisti ljudje, ki smo s soncem obsijani in gledamo naprej. Ki smo s soncem obsijani in gledamo naprej. Stanje, pomagaj.
Lep pozdrav, drage dijakinje, dragi dijaki. Še verjamem v sanje je naslov vašega koncerta. Zdaj, trenutno ste v obdobju, ko je praktično še vse pred vami. Ko imate veliko sanj, veliko različnih želja, veliko različnih ciljev, nekateri pa najbrž že precej dobro veste, kam si želite, da vas pot odpelje. In eni in drugi potrebujete energijo, potrebujete domišljijo, potrebujete moč, zato da tem svojim sanjam, poti, željam sledite. Ker, a veste, ko si človek nekaj res želi, ko ima eno določeno pot začrtano, vse okrog njega začne delati v smeri, da bi se to uresničilo. In jaz vam res srčno polagam na dušo, na srce, v glavo, v misli, v korake, v roke, v vso energijo, v vse, kar vas dela posebne, da tem sanjam sledite. Ker to je tisto, kar vas bo delalo srečne. To je tisto, kar vas bo izpolnjevalo. Tako da vam kličem en velik hura in borbeno in z veliko vneme sledite svojim sanjam. Drage centrašice in centraši, cenjeni profesori in profesorice, spoštovani gostje Srednje šole za gostinstvo in turizem, ekonomske šole, šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, spoštovani predstavniki vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz cele regije. Poseben pozdrav velja tudi predstavnikom lokalne skupnosti, na čelu s podžupanom mestne občine Celje, gospodom Vladimirjem Ljubkom, pa predstavnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. Dobrodošli na letošnjem dobrodelnem koncertu Gimnazije Celje Center. Na naši šoli smo že 12. leto v zadnjem tednu pred jesenskimi počitnicami dobrodelni. Prvi dobrodelni koncert so naši predhodniki pripravili že daljnega leta 2007, od takrat pa smo centraši ponosni, da pomoč ljudem v stiski predstavlja pomemben del utripa na šoli. V vseh dosedanjih koncertih smo zbrali že več kot 60 000 evrov, s katerimi smo pomagali tako žrtvam prometnih nesreč, naravnih katastrof in mnogim vrstnikom ter njihovim družinam, ki se morajo spopasti s hudo socialno stisko, ta pa je običajno povezana tudi s težkimi zdravstvenimi težavami. Namen letošnjega koncerta, ki smo ga današnji gostitelji, dijaki 4. B razreda, naslovili z verzom pesmi današnje gostje Rebeke Dremelj, Še verjamem v sanje, je zbrati čim več sredstev za družino s 3 otroki iz okolice Celja. V družini so 9-letni trojčki. Enega izmed njih, Filipa, zaradi možganske krvavitve po prezgodnem rojstvu pestijo hude zdravstvene težave. Ima namreč hudo obliko cerebralne paralize. Zbrana sredstva bi njemu in družini olajšala življenje. Filipov oče je zaposlen, mama pa je zaradi nege pustila službo in sedaj prejema nadomestilo za izgubljeni dohodek. Družina živi skromno, starša pa se trudita, da bi fantom omogočila brezskrbno in igrivo otroštvo. Pomembno je, da opazimo, ko nekdo potrebuje pomoč in smo mu pripravljeni pomagati. Na tem mestu se vam zahvaljujemo za vsak prispevek, ki ste ga namenili malemu Filipu in njegovi družini. Po čudovitem uvodu z legendarno šolsko glasbeno zasedbo The Schlagers, solistom Matejem Zidarnom in šolsko plesno skupino ter spodbudnimi mislimi gostov, ki se našega koncerta žal niso mogli udeležiti, na oder kot naslednji nastopajoči prihaja 21-letni Tim Udovič, ki smo ga lahko v lanski sezoni spremljali vse do finalne oddaje Slovenija ima talent. Tim s svojim izjemnim talentom za twirling mlade spodbuja, naj si s svojo unikatnostjo upajo slediti sanjam.
soaking through the floor. Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all was real is left behind. Don't fight it, it's coming for your mind. It's in this moment, don't get walking better. You're feeling true, can't you see it getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding on that you know. So tell me, do you wanna go? We're coming on the paradise. Where the come true, taking over you. Hvala ti. Sledi mlada skupina, ki igra predvsem pop-rock glasbo. Skupina je nastala proti koncu leta 2015, od takrat pa so nastopili na številnih koncertih po Sloveniji ter nastopili v oddaji v svojem ritmu. Dame in gospodje, z nami so The Takeover, v drugi pesmi pa se jim bo na odru pridružila še naša sošolka Tamara Šumek.
tako ne morem več, pod noga mi razpoka, se v jezero pogrezam, od tebe nič več nočem, moram več nazaj. Kdo si ti? Kdo si ti? Ne obimačaj. Daj mi razlog, da ostanem tu. Daj mi razlog, da prdeš
Hvala Tamara in The Takeover. Naslednji bodo nastopili večkratni državni, evropski in celo svetovni prvaki v plesu. V skupini pleše tudi naša sošolka Taja Štini. Danes nam bodo zaplesali izsek iz plesne predstave Flick Show. Za njimi na odre prihaja sproščeni Savinjčan, za katerega pravijo, da ne pozna pomena besede tabu in ruši stereotipe o zadržanosti Slovencev. Publiko preseneča z edinstvenim humorjem, navidezno neobzirnostjo in prepoznavnim zgornjesavinjskim narečjem. Z nami so plesna skupina TBA pod mentorstvom Tjaše Lebar. Bravo, dajmo še en aplavz za plesno skupino, dajmo, ajde. Pa en aplavz za vaše perfokse, dajmo, ajde, da vidimo tukaj, ja.
Takoj se čuti, da je bil manjši aplauz, takoj vidiš. Mimo grede so vražji vas, samo to, da vete. Vsak performans, ki pride na šik, moja mama je bila performansa, ni hujšga kot dijaki, zato ker med vami je dosti pametnih, pa tudi nekaj zabitih. In to je vedno tako bo. Ene par vas ne naredilo mature, njesi sekire. Tak je. Lej, a je kruto to? Ni. Meni je malo čudno takle zgodje nastopati za kogarkoli. Lepo, da zbirate gnar, jaz upam, da boste čim več zbrali, je pa tak, pride točka, ko ste šli v doma in morate iti, ker drugače se vam bo zmešalo. Pač tak je, vse, če večina se vesle fura, ali pa doma živite, pa jamrate, kak je hudo, čak, da priješ živeti sam. Ta prvo pogruntaš, da vse sosede sovražiš, ni normalnega soseda. Takoj ti začne en tovč, zato ker ješ preveč na glas. Takoj bo je nekdo. Jaz sem se zdaj preselil in sem prišel v stanovanje, vsaka soba je imela drugo barvo in sem lastnico vprašal, zakaj je to tak, in mi je povedala, da sta dve študentki živeli noter. In to je to. Nočeš imeti študentk za podnajemnike, zato ker vsaka bo pofarbala vse stene. In razlog je menda to, da v Kozmopolitanu piše, karkoli se tebi hudega naredi, sam spremen barvo. To je vse. Spremen barvo, stanovajna, las, sam sebe ne, ti si perfektna, veš da? Ti si vedno perfektna. In meni je najbolj, da vsak, kamorkoli se preseliš, imaš mehne štacune pod stanovanje, se tem med bloki, ni mi vseeno, to ni Hofer, a pa Špar, to je nek Mercator, ki ima ena Elvira, ki je že 30 let noter. In njej je vse jedno, ti priješ noter, oni ljudje, sami penzionisti se nadveč, ko ima pik na kartici, manj jih ima v glavi. In nikamor ne gre, nikamor ne boš prišel. In na delikatesi vedno dela najgrša prodajalka, čizmer. Ker ti prije ten kavš jedu, nič več hvala, me je mimo, ne moramo, prosim. Jaz sem prišel na malce, to ne moram tle jesti. Jaz pogrešam te stare trgovine, veš, tako si jih imel na vasi, Nemci temu pravi tante Ema Laden, ker sem imel eno prodajalko, ki je bila lastnica štacune, nikoli nič imela, ampak ji nismo mogli zamiriti. Mi smo imeli Slavko, vedno sem enkrat prišel, po kruh je rekla, daš mi, da nimam kruha, imam pa srajce, ki ti je bila prav. Hvala Slavka, to mi je fulmica. In fotor me enkrat posel, cigaret papir, pa Coca-Cola, in je njen mož delo, bivši policaj, to veš, da je bil prihni. In jaz sem fotor, sem narobe zastopil, me je rekel, en paket cigaret papirja, pa pač eno Coca-Cola, lih obratno sem ga zastopil. In jaz sem 45 let starega človeka, po 5-6 letih prepričal, da mi je izrezal ven en cigaret papir, pa ga prodal. On ne mogo imeti v glavi, nekomu jih bom kamut 9 prodal, ali ne. Vem, sem prišel na moj rekel, fotor, vem, da si ti glup, ma ne on toks, pa nisem mislil. Nekaj vas čaka, ko te naredili gimnaziji. Življenje. Faks vas čaka, droge vas čakajo. Eni ste že na njih zdele, to sem videl. Nimate vsi rdečih oči, ki ste se prahmalo zbudili, bomo realni. Ampak ti priješ to, boste videli, priješ na faks, kar naenkrat priješ življenje in ni tak fajn, kako prije zaposlitev. Ful vas bo šlo študirati, ko imate želje, jaz bom pravnik. Nauč. Velika verjetnost je, da nauč. Če pa boš, pa ne boš užival. A pa jaz bom doktor, boš pa delal 24 ur, pa se spraševal, zakaj nisem šel za zidarja. Več, tak je. In ti prideš v svet, ki te hoče zaposliti. Moja generacija pa vaša, mimo grede smo najslabši za zaposlovanje. Kjer bi pol vprašaš, ti reče, vi ste debili. Noben me se nada delati, jaz v kjerokoli firmo prijem šimfa, ja, veš. Znam se, ker mi smo izmučeni, skozi smo zmatrani. Jaz sem znam s kolegi, da bi rekel, stari, jaz sem izčrpan, veš. Model, ti si računovodja, oprosti, tep ni tako hudi. Mojster fotor je bil na ruski fronti, 800 jih je bilo v bataljonu in 3 so prišli nazaj, 3 preživeli. Nikoli ni jamro, pil je, tako je ta prav dela, veš. In jaz sem, ker sem mu to rekel, on je tipičen oblačnik, da je tvoj staroček očitno bil pred Nemci, to pa tudi nikoli, ne. Kada je imel model izbir. Kada se Nemci prišli v temu bajte, je rekel, pobi, malo ste prepozni, jaz sem že s partizani z mene, to je, vidiš. To nisem vedel šlo čez, ne vem, koliko znate zgodovino. Ampak, to je gledaš, na kjerkoli firmo boste prišli, ali pa na faks. Vedno je nekdo, ki ben ne ve, kaj dela. Ti priješ na kjerkoli firme, ena Suzana, reč bo, da je Suzana, ona skozi luft gleda, inštalacije jih bolj zanimajo. Ono,
piko zraven narasla, ona že 20 let gnije. Noben ne ve, zakaj je tam. Karkoli vprašaš, ti reče, to pa ni moje področje, to pa jaz ne. Ti ljudje so manj tako golobi. Ti priješ v misli, je kup golobov, vse se lepi, se šupirje tam, poje, gru in pol meter stran je en moker golob, to je Suzana. Noben ne ve, kaj dela. En je vedno v družbi, ki ste, kaj si ti z nami, a nisi, rekel. To je Suzana, da me za tega dela takve, ni nič jasno. Eno taka Suzana, se jaz Suzana sreča, ko glok, da živim, učila je svojega psa v 4. štuku dvigala pritisniti, če se slučajno zgubi. Da bo znal sam damo, definitivno, ne ve, koliko je pes pamet, definitivno je bolj kot una. Če ti misliš, da če se pes zgubi, da najdu blok, vhodne vrata odprl, pošlje dvigala, da mo prišel, poklicate še bo, da je parkira, se zmešal. Ker imaš te ljudi, veš, jaz sem znač, v Bauhaus sem šel, ne vem, če kdo tle že v Bauhaus bil, če kdo s fotor, kaj dela. Bauhaus je katastrofa. Ti prideš noter, ko se vrate odpirajo, vsi prodajalci gre dol, nikjer ni benga, vsi zbežijo. Jaz ti rečem, da imajo ene etaže sam, da se prodajalci v škatlah skrivajo, ko ti priješ. Jaz sem prišel tja in nisem najdu baru, če se ne najdeš tam. In grem da ene punce, ki da nekaj zlaga, se neko vprosti, ki imate pa barve. In se obrnila in rekla, jaz sem študentka. Srce, jaz sem tudi bil, to nima vize, kje so barve, vprosti. Kam ima to vize? In še vedno ne vem. In se je ponovno obrnila in še bliže povedala, ko bolj ki je glup odgovor, bliže ga moraš učiti da povedati. In spet, in ti ideš pa s prepona. Jaz sem študentka. Ja, očitno boš ostala, ker si glupa. Ker tak folk tudi rabiš, mimo glede, reč. Jaz sem šel pol naprej, ki nisem najdel, pa sem šel pa tam na lesni model, ki je nekaj zlago in grem lepo do njega, se nekaj poprosite, gospod, da vi vete, ki so barve. Je rekel, ja, tamle v 3. avli na levo gor, ste hvala vašem kolegi, se ni imela pojma. In tako, kolegica, jaz ne delam tukaj. Je bil karierni model. Eno obrtnik, ki ti ne moreš iti v Bauhaus rdeče obleče, ki bo vsi misli, da si zaposlen, pač tako je. To je, ki greš v H&M, pa držiš svoje cune, pa ti kaj začne delati, da veš, jaz eni ženski enkaj deva cune, sploh ni povedala, da ne dela tam, kar sprejemala je, on vse je reč, jaz da moram ugotoviti. Ampak ta punca, ki je manj rekla, to je očitno otrok, ki ga starši se prehmalo bili. Tak je, če pogledaš za svoje generacije nazaj, koliko te malo starejši, ko pogledaš, viš, da ima prvi otroke, ta najbolj glupi, čizmer je isti, čizmer. Jaz imam, a veš, brez kondoma, brez posledic, zdaj mi jih imeti 6 do 20, to je tako. Jaz imam teorije za to, ker bolj, ki si glup, prej jih imaš, ker prej rabiš družbo. Z nekomu se moraš pogovarjati, zato biš videla, sta ista linija, stari. Ker ne vem, če vidiš, kako smo Slovenci pametni, ko gledaš Milijonarja. Čas ga je Jonas vodil, Jonas je izgledal, kada ve odgovore, ne ve jih, verim. Ampak zdaj pa gledaš Milijonarja in sta dva penzionista, ki noben ne ve niti kje sta, kakšen odgovor. In jaz se spomnim, imeli se enkrat za gosta, za dobrodelnost, so imeli tegale pevca od Orleku. In ti si mogel dobiti takrat 50 $, da si šel naprej, da se sploh štelo. To je bilo 5. vprašanje. Pri 3. že ni vedel, kje je. 3. vprašanje je bilo slovenski film z naslovom Ne joči kdo. In je rekel, to pa jaz ne bi videl, to pa ne vem, če to ve, to je pa kar težko. In je uporabil 3 pomoči, da je ponudil, da je ne joči 5. In potem šel za 50 €, je dobil vprašanje, kdaj bo novo leto za petek 13. Je rekel, to treba pa zračunati, to pa jaz ne vem. In je izpadl. In potem greš gledati, jaz sem šel gledati, če imajo tudi tu glupe komade, kakor je pevci. Imajo komad, ko so lipe cvetele in bil je maj, kot prvi lipe cveti v juniji, sam to. In potem malo noter sem na klopci obljubil ti raj, sva zidala bajta v Zagorju. Za koga je bajta v Zagorju raj na zemlji? Ne ti to manj povedi. Kdo je tak zmešen, da tebi to reči? Da rečeš ti svoji ženi, gdje prema na senčnu stran Trbov, gdje to si jaz želim, ja. Zmešen. In on je en tak, ki po moje vzime kredit za počitnice. Jaz to obožujem. Ko poslušaš ljudi, ki so brez gnarja, ki se sposodi gnar, da gre in njih in kamor ne mori. Prej nisi imel gnarja, da pa v tujini nimaš gnarja. Bravo, stari, ti si pa res briga.
Jaz, ki sem bil mulj, tudi nismo imeli gnarja, ampak starši moji so se znajdli. Se tle je tudi bil zikaj tam, ki te pošljajo v zdravstveno kolonijo. Jaz sem imel 3 leta zapored na nogi zaraščen, to je bilo to. Ni pomagalo, ampak morje sem pa imel. 50 otrok od tega, 49 imam nog zaraščen, en je dejansko bolan, njega smo tepli. Pač nek se selekcija dela, prosti. Jaz vem, da tle, mene najboljš, ko vidiš tekle mladine, ko veš kaj še vse čaka. Ljubezenska razmerja, ki ne bi pelala nikam. To je najboljš. A veš, punce, mislim, dedi se ne zaljubimo tako hitro, ko ve. Veš, vsak deda ima oseb, ki z ženske si reče, to je to za enkrat. Kam pa bogat, bom pa lepši dobo. Pa nisi bogat, pa si tam, veš. Jaz vem, da, a veš, ko mene ne razumete, tako enkrat vem, da je bila ena prmn, sem jaz zajtrk lepo zjutraj delal in prej ob 7 v kuhne rekla, ti pa zjutraj nisi toliko zabavn, kot sem mislila, da boš. Jaz tudi nisem mislila, da šti dleko do 3 prmn, veš, pa nič da reče. Škaj, meni je najboljš, ki ti greš v vezi, punce rade ful potujete. Jaz sem imel eno, ona hotela nujno v Indiji jeti. Ne vem, zakaj bi šel v Indiji, razen če bi imel 2 meseca rad driske. To je edin razlog, da bi šel v Indiji. Ona je rekla, jaz ti moram čakro spucati. Daj spucati stanovanje srce, ne kako imamo. In to je bilo katastrofa, ko ona je rešvala živali, ona je skozi rešvala živali. Vsaka, ki jaz poznam, da ima nekaj srce na eni točki, hoče rešvati živali. Verjem, ne splača se jih. Ne splača. Jaz sem nekaj prišel domov, sem imel kar nekaj 2 psa v stanovanju zaradi njih. Iz Bosne. Jaz nisem videl, zakaj sploh. In jih gledam, cel dan ne smeš jih pobožati, ker ne ve koliko je ure, to je skozi, kaj takle dela. In cel dan take korake delate, ker vidiš, da sta na nekem minskem polu odrašala. To je vsak vrak je katastrofa. In si rekel, po 2 tednih, si jih kaj naučila, veš, nisem, ker ne razumete slovenske, to je super težko. Ampak veš to, ona je vodila, jaz vedno, veš, dele imamo debato v medvedih pa v volkovih, meni je tako fajn, ker ljudje, ki v bloku živijo, ljudem, ki imajo ovce, govorijo, kaj delati z njimi. To je fajn, a ni? In gledaš to, kadar holjkega medveda ustreli, jaz grem na 24 ur ali pa na MMC gledati komentarje. To je najboljš, ko ti vidiš te komentarje, enega medveda so ustrelili v Kamniški Bistrici, 2 let nazaj, 3. Kaj už drugega naredil? Ovce je trga, kaj se boš pogovarjal, zdaj bilo, 3-krat smo ti že rekli, 5 v drugo občino stari, pač 5. In se ga pokli, kot prvo jagri si ne naredi usluge, ki povprečna starost je 65 let in se na Facebook. In pa imaš 3 jagri spiro, pa medved v neki kastroli, ne zgleda najboljš. Ampak vidiš te komentarje, o moj Bog, kaj so ovce sploh počeli v planini. Gost je samo divjih živali, razen če ti rabiš mizo slučajno. Zakaj ljudje sploh še živijo v Kočevju? Ne vem, da jih damo v zimi. Ampak pa vidiš, kak problem rata, ker medved prije na Rožnik, ker Ljubljančani ne mori več laufati. Ker dajmo ga odloviti, ja živga, seveda, ja kam ga bomo podali tam, kjer jaz živim, hvala lepa, ti se pa nekaj nekaj. Ker ti daj vedno te glupe na svete, medved se tebe bolj boji, kot ti njega, veš da se, ja. 250 kilski medved se kar 30, ker mu na obobah samo, pa on ne ve, kaj bi naredil, da sem skril za drevo, on ima cikel pa foče. In poj gledaš, najboljši svet je manj vedno bil, če sričeš medveda, deli se mrtvega. Dej izvoli, da te vidi, najde, pema. Ti pred mano hodi, jaz ga pa klicu, si smej. Če bi to funkcionirali, bi vsaka srna, ki vidi medveda, regal, sam 4 dala vse od sebe, vse v šel borovnice, on ima nagrad sadje, ja. Medved je mrhovina. Zakaj bi se je zdelo, da sem mrtev, če on to je, si smeš. Je drugač medved ful zanimiva stvar, zato ko on rab ogromno območje za preživetje, tako pa Romuni. Na kjerkoli pumpo greš se Romuni, noben ne ve, kam gre, oni tudi ne. Jaz sem s policajem menim, ko me ve, imam par kolegov s policajem, te Romune lovijo pa alkoholike za volanom. In to je katastrofa. Mene vedno štopajo policaji. In enkrat sme 8 leti štopali, sem rekel, da pa pobil. 8 ste me štopali, vedno 0-0 napiham, zakaj me štopate skozi. In rekel, v 2 zjutraj si v Ljubljani s Cevske registrske, ti moraš biti pijano, prosti. Kar ima prav, ampak peto se očavo v 2 popolni. Oni, ki so dejansko pijani, njih ne dobijo. To je manj največji problem. Jaz sem včasih bil trezen voznik. Za moje kolege. Ne, sem še vedno trezen voznik.
Ampak jaz sem bil za moje kolege trezen voznik. Ne splača se. Ker ti si na ta pravi strani ceste, ampak cela Savinjska ni. To je grozno. Kar naenkrat si ti ugrabno, on pa še kaj po luftu. In jaz vem, in jih na 75 jih rabi ustaviti pred enega pijanka dobili. To je manj katastrofa. Od mojega kolega, brata, 10 let se rabili, preden so ga dobili pijanka. On je bil, še ti modeli imajo, so prefrigani, poznajo te policaje, kje živi, kdo je njegova žena, kdaj ima menjavo, vse ve. In mene so, mislim, od njega so enkrat je pogrunto, da so zanemal policaji, pa ne da bi mu šel, kar se da pri nas. On je toliko šel hiter, da je dovolj lufta dobil, da se je parkiral ob cestu, presedel na sopotniku, sediš pri vizu in delo, da spi. In gospod še od njega je rekel, očitno je nekdo ukradel avto z manj ured, ker sem spal. Hvala, ki ste poslušali, ne pa nadaljujmo, ajde, uživajte. Hvala plesalcem in Gašperju za pozitivno energijo, ki so jo prinesli na oder. Zadnja današnja gostja je glasbenica, ki se vedno rada odzove vabilom na dobrodelne koncerte, predvsem kadar so sredstva namenjena otrokom. Pred leti nas je zastopala celo na Euroviziji. Drage dame in gospodje, z nami je neverjetna Rebeka Dremelj. Dober dan! A ste v redu? Jaz že zelo dolg časa nisem nastopala pred tako mlado publiko. Jaz sem začela nastopati 21 let nazaj in takrat je bila moja publika tako mlada, kot ste vi zdaj. Zdaj si pa znate predstavljati, kakva je moja publika. Ker ste vi stari toliko, jaz bom verjetno že s kako birglo prišla gor na oder, če vam bom hodila kaj odpeti. V glavnem takole, Gašper je bil zdaj zelo zabaven, jaz sem ga zelo z veseljem poslušala in vidim, da ste se tudi vi zelo nasmejali, ampak jaz vam povem iz prve roke, da on pojma nima, o čem sploh govori. Gašper je eno mlado razvajeno dete, ki hoče povedati en kup enih form, ki so mu seveda ratale, ker sem se tudi jaz zadaj zelo nasmejala, ampak resnica življenjska je pa zelo drugačna. In nekaj si zapomnite, mi ne bomo tle veliko pametovali, ampak želim pa, da veste, da kadarkoli boste v življenju prišli do kakršnekoli ovire, vedno obstaja pot, da greste naprej, če imate dušo in srce na pravem mestu. Jaz sem 4 leta nazaj zbolela za rakom na ščitnici. In takrat, ko sem zvedela, to je bilo ravno 25. marca, bil je materinski dan, ko me je zdravnik poklical. Imela sem majhnega otročka, malega dojenčka pri sebi. In ko me je zdravnik poklical in rekel, Rebeka, ja, izvidi so pokazali, da imate raka, meni se je takrat v tistem momentu sesul svet. Absolutno. Jokala sem tako, da ko sem klicala eno svojo najboljšo prijateljico, ki je mimo grede iz Celja, sem se tako jokala noter v telefon, da ona sploh ni vedela, kaj sem jaz njej hotela povedati. In je v tistem momentu samo poklicala mojega moža in je rekla, let domov z Rebeko je nekaj narobe. Ko je on prišel domov, jaz še zmeraj nisem mogla povedati sploh, zakaj gre, kaj mu hočem povedati, ker sem bila tako neverjetno šokirana in razočarana in žalostna, ker sem bila prepričana, da se kaj takega meni pa res ne more zgoditi. Skratka, zakaj vam to govorim? Želim vam povedati, da zelo velikokrat si mislimo, da se nam določene stvari v življenju ne morejo zgoditi, pa se nam zgodijo, ne glede na vse. Zelo velikokrat si mislimo vsi mi, in jaz, in vaši učitelji, in vaši starši, in vaši prijatelji, da smo najpametnejši na tem svetu, pa nismo. Zelo hitro, ko se delamo pametne, nas udari kaj po glavi. In želim, da veste, da ne glede na to, karkoli se vam v življenju zgodi,
Kamorkoli vas življenje pripelje, vedno morate imeti dušo in srce na pravem mestu in morate verjeti, da če kdo zmore, zmorete vi. Jaz grem vsako leto na Onkološki inštitut na pregled. In tam okrog sebe gledam ljudi, onkologija veste, kaj je, to je za bolnike, za rakave bolnike. In tam okrog sebe gledam ljudi, ki držijo v rokah številko, vključno z mano in čakamo, da nas pokličejo na odvzem krvi. Oni ne pokličejo, Rebeka Dremelj, prosim, pridite, zdaj ste vi na vrsti, da vam bomo vzeli krvi. Ampak oni pokličejo številka 392. In to sem jaz. Številka 392. Jaz nisem Rebeka Dremelj škaler, jaz nisem Rebeka Dremelj pevka, jaz nisem mamica Šajane in Sije, jaz nisem žena Sandija Škalerja, jaz nisem hči Daške in Dragota Dremelja, jaz sem številka. In to je ena stvar, ki si jo morate zapomniti za celo svoje življenje. Vi ste pomembni izključno sami sebi, svojim staršem in svojim partnerjem in svojim otrokom, ki jih boste imeli. Vsi ostali, ki pridejo v vaše življenje in grejo iz vašega življenja, slej ko prej postanejo nepomembni. Ker če se vam karkoli v življenju zgodi, bodo vaši prijatelji bojo rekli, škoda, mi smo jo radi, res je bila fajn. Ampak na koncu bojo šli z drugim prijateljem na pivo. Tisti, ki bodo imeli pa celo življenje uničeno, so pa vaši starši, vaši partnerji in vaši otroci, ki jih boste imeli. Zato si zapomnite nekaj, da takrat, ko boste imeli vsega polni kufer in ko vam bo mama težila že 96 eno in isto stvar, si zapomnite, da to dela samo zaradi tega, ker vas ima rada. Iz ljubezni do vas in tudi vi boste nekega dne na njenem mestu, pa na mestu svojega očeta. In takrat, ko bo mama praznovala rojstni dan, vi pa hočete iti na pijačo že 17 za svojo najboljšo prijateljico, za katero boste čez nekaj let verjetno ugotovili, da to ni, se zavedajte, da bo prišel tudi moment, ko mame več ne bo. Zato izkoristite to priložnost, zavijte z očmi, ker smo tudi mi zavijali z očmi, in pejte svojim staršem čestitati rojstni dan. Povejte jim, da jih imate radi. Povejte jim, rečite jim, daj tudi hvala za vse, kar so storili za vas. Ker jaz vam iz lastnih izkušenj povem, da biti mama je absolutno najtežja služba na tem svetu in še čisto nič ni plačano. In največkrat nazaj dobimo nezahvalo. Tako da, dragi moji, glavo po konci vedno v življenju, karkoli pride, z visokim korakom prestopimo vse ovire in dobro poslušajte tole pesem, ki jo bom zdaj zapela. To je pesem Le za kratek čas, ki sem jo jaz napisala takrat, ko sem zbolela. Zelo mi je pomagala, predvsem pa govori o tem, da če kdo zmore, zmorem jaz, zmorete vi. Če imate, vse veste, srce na pravem mestu. Temni oblaki so zakrili mi obraz, nisem vedela nekod nekam, vsako jutro upala za manj. Bil je čas, ko iskala sem izhod, moja pesem ni poznala not, ko da padla bi z neba na tla.
se domov. Bil je čas, ko te gleda sem drugam. Dan je bil, lep je vsak dan, ko napada pisne na tla. Preganjale so me črne misli zla. Le za kratek čas izgubila iskro sem očeh. Zapadla v noči, ko slišala sem glas. Začetkom zmore zmorem izgubila iskro sem očeh. Tavala v nočeh, ko slišala sem glas. Začetkom zmore zmorem ko slišala sem glas. Začetkom zmore zmorem vedno povej si na a vas že kaj riti bolijo? A se čemo malo stati? Dajte, jaz sem se vsi vem, pa to pa ta dosadna dremelca prišla, pa nas je pol, da se moramo vstati, pa spet usedeti, pa... Ampak jaz sem se iz Brežic pripeljala sem do vas, tako da dajte mi ta užitek, da se zdaj vstanemo, pa malo zaligamo. Saj jaz vem, da danes nisi faca, če poslušaš Rebeko Dremelj. Ampak jaz se pa ful faca poslušam, ker vi vsi plešete zdaj na moj komad. Tako da gremo, pojdi z menoj. Parokice! Čakam modo nebo, nori lihti, spet zasnilo se bo, trima spet, ker me več ne skrbi, da življenje z rok tu drži. Konec me, bo blizu povrat in to bo, spet me kore mi vrata, tvoj pokora.
narediti dol, pol prijem pa nazaj. A veste kaj, bodite tukaj prijazni, da date še en aplavz, kako ste, take over, kako se imenujete? Malo odlični so. Oni so tu vse naštudirali, jaz sem samo prišla pa odpela. Hvala lepa, super ste. Lepo se zahvaljujemo Rebeki in skupini The Takeover, ki jo je spremljala. Tako, dragi obiskovalci, naše dobrodelno druženje z namenom pomagati malemu Filipu se počasi zaključuje. Filipova mama je svojo hvaležnost tkala v nekaj besed. Mladina živi neobrzdano, nič se ji ne ljubi. Mlade zanimajo samo lep videz, hipni užitki, vidijo samo sebe, ne znajo se več niti pogovarjati, neprestano buljo v svoje pametne telefone. To je samo nekaj posplošenih izjav, ki jih prepogosto slišimo od pametnih, pridnih odraslih, ki so najverjetneje že pozabili, kako je biti mlad. Vi, dragi dijaki GCC, ste mladi. Znate se ozreti naokrog, vidite ranljivejše člane družbe in znate tudi pristopiti naproti. Znate prisluhniti in se organizirati in svojo mladostniško energijo, zagnanostjo in neobremenjenostjo polepšati življenje nekomu, ki ga niti ne poznate prav dobro. Zato se nam ni treba bati prihodnosti, kajti družba je močna toliko, kolikor je obzirna do svojih najšibkejših članov. Hvala vam, da ste se odpovedali čokoladi, kavi, sladoledu ali pivu in denar namenili Filipu. Zagotovo bo njegov smeh še prisrčnejši, kot je gotovo tudi to, da se sam, velik sladkosned kot je, ne bo odpovedal čokoladi. Hvala. Zelo smo veseli, da so se tudi tokrat našemu klicu na pomoč odzvali vsi današnji nastopajoči. Iskrena hvala tudi vodstvu šole, še posebej ravnatelju Gregorju Deleji, razredniku profesorju Otmarju Oranjeku, mentorici dijaške skupnosti, profesorici Marjani Turnšek in profesoricama Jasmini Temni-Kerš ter Ani Pečnik. Posebna zahvala velja pokroviteljem. Njihova imena lahko vidite na projekciji. Skupaj z njimi in s prispevki sedanjih ter nekdanjih dijakov, staršev, profesorjev, dijakov in profesorjev drugih šol ter ostalih gostov današnjega koncerta smo do tega trenutka zbrali že 4000 evrov. Posebna zahvala velja tudi gospe Albini Karmuzel, ki nas je povezala s Filipovo družino. Zato jo vabim na oder, da spregovori nekaj besed. Prosim. Pozdravljeni, dragi dijaki in dijakinje Gimnazije Center Celje, spoštovani gospod ravnatelj Gregor Deleja, spoštovani profesorski zbor. Ravno sedaj, ko v deželo prihaja jesen in se narava pripravlja na počitek, ravno v tem času se na Gimnaziji Center Celje rodi čudovito dejanje dobrote in srčnosti. Človek nekako začuti srečo in ljubezen, ki jo dajejo ti mladi ljudje na vsakem koraku. To je šola, ki daje dijakom krila, ki jim daje polet, da lahko uresničujejo svoje sanje in da na svoji poti ne vidijo samo znanja, ampak tudi veliko srčnosti in dobrote in spreminjajo svet na bolje in mnogi po tej družbi prižigajo luč takrat, ko je povsod okoli njih tema. Hvala vam, dragi vsi, ki ste se danes odrekli
deležu, kančku in pokazali, da se z malo pride do velikega, do velikih korakov in da vam ni vseeno, kaj se dogaja za vrati, kaj se dogaja mimo vas. Resnično iskrena hvala. In ponosna sem, da vsi, ki so polna usta, kako je treba pomagati, z dejanji ne pokažejo, ampak to ste vi danes pokazali. Veliko uspeha pri vašem delu, veliko srčnosti in da gledate na življenje s srcem in ne samo znanjem. Vsem, ki odhajate v svet in v življenje v prihodnem letu, želim, da uresničite svoje sanje in da s svojimi krili dobite polet in da boste nekoč postali tisto, kar si srčno želite. In še nekaj, ne pozabite na prečudovite dogodke in srečo, ki ste jo uživali na gimnaziji Center. In naj vam bo, takrat, ko vam bo mogoče, hudo v srcu, popotnica za vaše življenje. In vedno nosite v srcu dobroto, s katero ste danes dokazali, da jo imate veliko. V Filipovem imenu in v imenu Občinske zveze prijateljev mladine iskrena hvala. Počaščena sem, da sem lahko danes del tega dogodka. Hvala vam. Najlepša hvala, gospa Edina. Na to mesto bi verjetno sodila kakšna že 100-krat slišana misel o človeškosti. Mi pa smo se odločili, da jo namenoma izpustimo. Toliko je že bilo povedanega o prijaznem svetu, pa še zmeraj obstajajo hude stiske ljudi, ki niso slišani, in žal še zmeraj obstajajo ljudje, ki ne bodo pomagali. Dragi obiskovalci, iskrena hvala, da ste danes tukaj in da pomagate Filipu. Ponosni smo, da smo skupaj prispevali košček v uresničitvi sanj skromne družine. Pomembno je, da se zavedamo, da lahko srečo krojimo skupaj, ter da lahko vsak še s tako majhnim dejanjem prispeva k nečemu lepemu. Za konec na oder še enkrat vabim Rebeko Dremelj, da z naslovno pesmijo zaključi že 12. koncert Gimnazija Celje Center. Hvala in lepo jesen še naprej. Srečno! Zdaj pa nam nič več govorila, zdaj pa samo zapela še tole čisto zadnja pesem, po kateri ste poimenovali tale koncert Še verjamem v sanje. Hvala lepa, Gimnazija Celje, da ste me povabili na ta dogodek. Zelo sem vesela in pa, dragi otroci, jaz vam bom rekla kar otroci, zaradi tega, ker jaz sem že stara baba, pa vam to lahko rečem. Bodite ponosni sami nase, super ste. Čutite tle noter eno tako fajn energijo, pa tudi, tako kot je gospa rekla, da ste prispevali delček svoje kave za šibkejšega od vas, to o vas pove zelo veliko. Hvala vam lepa, še verjamem v sanje.
da